vami, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemark, prisrčen pozdrav z Rogaške Slatine. Čaka nas predzadnja tekma tega 33. kroga. Čaka nas obračun Rogaške in Kopra, jasno pa smo pred nekaj trenutki dokončno izvedeli, kdo bo v tej sezoni prvak, in čestitke gredo v Celje, ki so torej, oziroma v Celje, kjer so Celjani prišli do zmage proti Olimpiji in se razveselili svojega drugega naslova v klubski zgodovini. Proda in potem sestavi novo zanimivo zasedbo. Pa Koprčani v napadu, to je Petriško, priložnost za zaključni strel. 21-letni Hrvat je sprožil naravnost v naročje Ajdina Mulaliča. Mulalič se je, če si tega zaželijo, napadu pa podobnih podaj, kot je tale zadnja proti Suleju, ni bilo veliko. Wisdom Sule bi to znal izkoristiti. Wisdom Sule med podajo in strelom najverjetneje sicer razmišljal o podaji, pa bil zelo nenatančen in žoga za Ajdina Mulaliča. Tokrat pripravljajo Slatničani. Kregar proti Talisonu, to je nevarno, Mič in gol! Nikjedene zastavice, Slatničani prihajajo do vodstva, kdo drug kot Patrik Mič, 20. minuta in Rogaška vodi. Veselje domačih navijačev. Vsi smo gledali proti stranski črti, kjer smo čakali na reakcijo Šaboša, tu je tim Strasberger, Patrik Mič, pa do novega zadetka, tako da najprej Talisson strela z glavo. Do žoge pa je prišel Mič in pospravil. Zabili v 27. minuti na Suleja. Slatničani, Koprčani pa niso prišli do izenačenja. Babaj in vidimo, kako je Sule. Petriško, ki je iskal Suleja, pa podal preslabo in zdaj lahko Rogaška razmišlja o novem hitrem protinapadu. CGB, Kureš je prišel do žoge, vrata so prazna, Mič, rese se mreža, vendar Kajtazovič je ocenil, da je tu šlo za prekršek. Pravilno je sicer pustil akcijo do konca, zdaj lahko seveda v Vorsobi vse skupaj pregledajo. Domači navijači razburjeni, ampak takole na prvo bi rekel, da je zares Kureš storil prekršek, pa poglejmo, pomagal si je z roko in tole je prekršek. Je bil dobro postavljen, hitro so izvedli podajo z avta, Kambir zdaj lahko poda pred gol, priložnost in na koncu ni gola. Strasberger se je izkazal, 39. minuta, dvojna obramba Strasbergerja in ostaja 1-0. Še je čas za Koprčane, ki so zdaj znova skušali zapletiti s kotom, priložnost za strel Babaja, pa še potem poskusi, kakšen gol! 46. minuta, pravi golaso, najprej Babaj poskušal, potem pa še enkrat žoga na nogo Koprčanu in tule mislim, da je Petriško tisti, ki je prišel do zares epskega zadetka. Tako je, Petar Petriško, eden izmed golov kroga, verjetno je vseeno tisti, ki ga je dosegel Brucev za naslov. Z večjo težo igre pri Kopru na desno, Babaj, Flis, finta Babaja. Flis se ni dal, zdaj je Petriško. Petriško do strela, spet je nevarno žoga mimo leve vratnice Mulaličevega gola. Petriško torej je razpoložen, tudi tisti, ki je spodnji misli, kar se tiče igralskega kadra. Babaj in Ankra. Talisson krade žogo, ni prekrška. Mič, Marcius je čakal na podajo. Mič! 49. minuta, saj mu ne gre zameriti, tudi če bi zgrešil, ampak v takšni formi, kot je Mič, enostavno mora streljati in to je storil tudi tokrat, ter fantastično zaključil. Dva gola Miča v Fazaneriji
Petriško, Ankrah, dobra vizija, tam se Jurič obrača, padel je Jurič in 11 metrovka. Ja, takoj je pokazal na belo piko Kajtazović, ne more verjeti Kambič, delovalo pa je nevarno. V Fazaneriji, ko bo tokrat blizu je bil Mulalić, izenačenje pa v 54. minuti. 2-2, ekspresno so se vrnili Koprčani. Jurič pa je prišel do svojega prvenca v prvi slav. Položaj ni slab, Lauš mislim, da bo streljal. Lauš odbitek in Mulalić z dobro reakcijo. 66. minuta, žoga je nekoga zadela na poti do Mulalićevega gola. In na koncu torej zelo nevarno za domač gol, ampak Mulalić je potrdil dobro formo. Pa napada prek Mittendorferja, spet Babaj. Babaj, Wisdom Sule! Priložnost za Suleja s glavo mimo vrat in mislim, da je to bila zadnja situacija pred enim ali drugim golom. Titule bo Mulalić zagotovo zdaj okradel kar precej. Koprčani pa so pri 44 točkah in imajo točko zaostanka za Bravom. Vidite statistiko, Koprčani več pri žogi. Petar Petriško, čestitke za krasen zadetek, zares ste lepo zadeli žogo, morda nek opis trenutka, ko je žoga zapustila vašo nogo? Ništa, evo, jednostavno neka povratna lopta iz drop kika, nisam mogao odoliti, jednostavno punom sam je probio i bilo baš dobro. Zelo težka tekma proti Rogaški, na koncu ste prišli do točke, dvakrat ste zaostajali, kako ste videli dogajanje na igrišču? Tražili smo se prvih 15-20 minuta, opet sa zaostatkom opet lovimo, jednostavno ne znam što se događa, ali eto, drugo povreme, neki karakter, želja, volja na većem nivou. Šteta na kraju, mislim da bi bolji smo bili, šteta što nismo sve uzeli, ali eto, možemo biti zadovoljni sa bodom. Najlepša hvala in srečno. Hvala vama. Se vidimo. Patrik Mijić, mi se ne rešimo vas, vi se ne rešite nas, nova tekma, novi zadetki. Kako ste videli vse skupaj? Dvakrat ste vodili, na koncu točka, ste zadovoljni ali razočarani? Je, da, opet, ja, dobro me krenilo i mislim to je sve u dobrom radu ekipe, uvijek jedan pojedinac iskočio, ovaj put sam to bio ja i drago mi je da svojim golovima mogu pomoći ekipi u borbi za ostanak u ligi. Je, šteta je, vodili smo 2 puta, primili smo 2 gola brzo nakon toga, mislim da je nas malo istigao umor od kupa jer smo imali doslovno dan i po 2 nakon tekme od 120 minuta gdje smo svi maksimalno iscrpili i mislim da je to imalo dosta učinka na današnju utakmicu, ali zadovoljni smo s bodom. Bod po bod i ostaćemo, nadam se, u ligi. Zdaj neposredna tekmeca Radomlje Aluminij, to ste tisti ključni tekmi. Najverjetneje je bolje iti s točko kot pa s porazom pred te ključne obračune. V dobrem položaju ste za obstanek. Da, naravno, za samopouzdanje ekipe svaki bod je bitan i sljedeće kolo idemo u Radomlje, pa nam dolazi Aluminij i tu moramo tražiti spas u ligi. Najlepša hvala in srečno. Hvala vama. Oskar Drobne, kot ste pričakovali, neka bitka za preživetje. Vaši fanti v zadnjih 15 minutah niso več imeli moči, ampak borili so se kot levi. Ste zadovoljni s točko ali vseeno razočarani, ker ste 2-krat vodili? Zelo zadovoljni s točko. Moram pohvaliti fante, še posebej prvi počas, ker je bilo še zelo vroče. Dokler smo bili tekalno na nivoju, smo bili boljša ekipa, enostavno. In se mi zdi, če bi imeli tisti dan več počitka, bi tekma šla v našo korist. Nažalost, pač tisti, ki pišejo te, ko delegirajo te tekme, je to mogoče tema, da se tudi malo zamislijo, da po 60 urah igraš. Jaz sem izredno zadovoljen, da ni nobene poškodbe v prvi vrsti. Ja, točka, prekinjali smo 2 zaporedna poraza, točka na kontu, zadovoljni.
11 metrovka, pa še nekaj situacij, ko ste bili zelo razburjeni ob robu igrišča, kako vas je to morda presekalo v ključnih trenutkih? Takšno 11 metrovko piskati, mislim. Potem bi jih mi mogli imeti v prvenstvu že 15, ampak sodnik se je odločil, kaj boš, treba je preveriti, kje je bila žoga pri golu prvem. Vsi govorijo, da je bila žoga zunaj pri krosu. Potem takšna 11 metrovka, drugi rumeni karton pa Baja pred prekrškom tam nad Mičo. Mislim, ampak lahko bi iskal izgovore, bi lahko iskali. Enostavno je pa to, kar ste omenili na začetku, edino pravilno iztrošeni maksimalno in viteško do točke. Če gledamo naprej, zdaj je Radomlje Aluminij tiste ključne tekme, s točko greste v ta obračun z Radomljani in to je najverjetneje tisto, kar je najbolj pozitivno. Sigurno. Važno je, da smo nekaj pisali na kontu in da smo ostali vsi zdravi. Odmor in pa priprava na Radomlje. Nismo mi tisti, ki lovimo, smo tisti, ki bežimo. Tako da, ja, dobra priprava pa na juriš. Oskar, najlepša hvala in srečno. Hvala lepa. Oliver Bogatino, dvakrat ste zaostajali, dvakrat ste se vrnili. To kaže nek karakter, ampak kako pa ste sicer videli tekmo, ko se je zdelo, da ste se v prvih 15 minutah lovili, v drugem polčasu pa ste v zaključku imeli več energije pa priložnosti, da bi morda celo prišli do popolnega preobrata, pa tega niste uspeli izkoristiti? Prvič igramo nek sistem in normalno je, da fantje se lovijo v igri z dvemi napadalci. Če samo vidimo domačine, ki že 6 mesecev igrajo v istem sistemu v odnosih, ki so si zgradili skozi čas, pomeni, da so fejsto igrani. Mi na drugi strani, današnja tekma, ja, v rezultatskem smislu smo lovili zmago, a po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da smo imeli 4 igralce, ki se vračajo po poškodbi, tako da tudi igra na karte, utrujenosti domačinov, ja, želeli smo, mogoče na koncu nam tudi ni uspelo izkoristiti to utrujenost domačinov. Je pa res tudi, da v Suđi po dolgem času je dobil svoje minute, kot pravim, po poškodbah se vračajo fantje, prve 2 žoge nismo v optimalni formi, oziroma fantje, ponovadi, ko pridejo iz poškodb, niso v svojem najboljšem, kako reče, svoji najboljši verziji samega sebe in zato mogoče jedna se malo to izmanjkalo na koncu. Sta pa 2 evrogola padla danes, Mić v izvrstni formi, 2krat nam je uspel zadeti, nismo ga mogli staviti. Mi na drugi strani, ja, tudi smo imeli svoje priložnosti, že prvi polčasu, tudi v drugem. Konec koncev je pa še rezultat za 2-2 najbolj pravičen, čeprav se to sliši malo nenavadno, ampak nogomet se igra za gole. Ste pa lahko bolje razpoloženi. Na prejšnji teden, ko sva govorila po tekmi, ste menjavali v drugem polčasu, predvsem zaradi poškodb. Danes temu ni bilo tako, kader se nekako izpopolnjuje. Kader se izpopolnjuje, res je, ja. Jaz verjamem tudi, da že naslednjo tekmo domačo proti Domžalčanom bomo v tem smislu boljši. V zaključku prvenstva je zelo lepo videti, ko sta trenerja tako objeta, ko prihajata proti tribuni po koncu tekme, kaj sta si povedala z Oskarjem Drobnetom, čeprav se njegova ekipa tako sedevito bori za obstanek, sta bila zelo sproščena. Z Okijem se poznava dolgo časa, še iz igralskih časov. Čestitev sem mu za vse, kar so naredili ali pa je on naredil v Rogaški. Edino prosil me je, da pohvalim Zelenico, tako da lahko pohvalim danes Zelenico. Bila je zelo primerna za prvoligaške tekme. Oliver, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Hvala.